Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Ja, dober dan vsem skupaj in hvala za vašo udeležbo. Zdaj bi začel seveda najprej z eno veselo novico, oziroma novico, da smo ta teden deležni kar nekaj otvoritev in pa kar nekaj dobrih novic. Ena od teh, za katero morda še ne veste, je, da imamo zdaj fiksno potrjeno sejo občinskega sveta, na kateri bomo potrdili občinski prostorski načrt in to 22. tega meseca. Imeli smo že namen, da bo to v roku enega tedna, vendar zaradi manjših zapletov oziroma kar konkretno pritožbe enega od občanov preko odvetniške družbe se nam je vse skupaj malo zavleklo, ampak smo rešili zadevo v pozitivno smer in gremo optimistično naprej novim zmagam naproti. Danes je tole en, verjamem, da lep dan za Bled, lep dan za občanke in občane in za blejski turizem. Če govorimo o otvoritvi novega centralnega parkirišča, je to izredno pomembno tako za ene kot za druge. Za občanke in občane zagotovo zato, ker ne bo več toliko kroženja vozil po raznih ulicah in iskanja parkirnega mesta, prostega parkirnega mesta od parkirišča do parkirišča, ker verjamem, da bo teh 231 mest tule zadostovalo za, rekel, tudi kakšne tiste bolj obremenjene dneve na Bledu. Poleg tega pa seveda pomembna stvar za turizem, za naše obiskovalke in obiskovalce, ker bodo točno vedeli, da če pridejo semle, da jih tukaj čaka električno kolo, s katerim se lahko odpeljajo, da jih čaka tudi avtobus, prihodnjim letom načrtujemo tudi kavalirijo, tako da bo tole ena lokacija, kjer se bodo ljudje zagotovo radi ustavili, tule pustili vozilo izven centra Bleda in odšli seveda na druge dele Bleda, torej ali na Blejskega jezeru ali pa seveda kam drugam. Kot veste, kot ste lahko videli tamle za menoj, parkirišče je kot rečeno za 231 vozil, od tega je 15 mest namenjeno za avtodome. To ne govorimo o tem, da tukaj lahko prenočujejo, govorimo o tem, da lahko tudi nekje parkirajo in se potem odpravijo v mesto. Poleg tega imamo še 6 polnilnik za električna vozila in pa tudi 11 mest za invalide. Njim smo posvetili v teh letih, zdaj pa v zadnjem letu še več pozornosti, tako kot motoristom, in skrbimo za to, da se imajo kje varno ustaviti in pa kje pustiti svoje vozilo. Lahko rečem, da je ta investicija bila seveda kar precej velika v tem letu, bom rekel, do tega trenutka najvišja, zdaj v sredo bom pa rekel, da je bila najvišja otvoritev Ledene dvorane. Tukaj, če govorim kar okrogle številke, okoli 1 600 000 evrov nas je stalo tole, kar vidite za menoj. In sicer sem prepričan, da so bili ti denarci dobro naloženi. No, ko pa sem že omenil dvorano, pa lahko rečem, da je naša Ledena dvorana bila že precej utrujena, sva približno enako stara, vendar res imam še precej več energije, kot ta dvorana jo je imela, in zaradi tega smo se odločili, ker smo bili dobesedno čez noč postavljeni pred eno težko odločitev, ali vse skupaj zapreti in reči, ni več ledu, hladilni sistem ne dela, in pustiti zunaj 300 ali več otrok, različne klube, društva in podobno. In na koncu smo seveda zagrizli v kislo jabolko in uspešno kandidirali tudi na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, prijeli 1 milijon evrov, kompletna investicija Ledene dvorane pa je vredna 3 milijone evrov. Jaz bi v tej priložnosti seveda vse skupaj lepo povabil tudi na samo otvoritev, ki bo torej v sredo ob 19. uri. Obeta se eno veliko presenečenje, o katerem zdaj ne bom govoril, kajti če je presenečenje, potem ga je potrebno doživeti v živo. Bo pa seveda nekaj lepega za doživeti tudi to, ko se bodo med seboj pomerili mladi in pa stari, stari v narekovajih, recimo temu bolj izkušenejši hokejisti, ki so imeli opravka z Bledom. Govorimo seveda o Matjažu Kopitarju, Dejanu Kontrecu, Valeriju Šahraju, Marinu Gorencu, Egonu Muriču, Borisu Pretnarju, Enesu Crnoviču in drugim. Na strani mladih pa Anže Kopitar, Tomaž Razinger, Marcel Mahkovec, Rok Kapel, Jan Goličič, Filip Sitar in Aljoša Crnovič, seveda mnogi drugi. In kar je pomembno, izkoristili bomo to priložnost in vse skupaj nekoliko zapakirali v dobrodelni namen. Vstopnine ni, ampak vseeno se bo lahko nekaj darovalo, kot rečeno, za dober namen. Za samo dvorano sem že omenil, 3 milijone evrov je bila celotna investicija in jaz vem, da bo za naslednjih 50 let zdaj le mir, kar se tiče te dvorane, v veliki meri, vsaj kar se tiče teh najbolj občutljivih delov, in velikokrat sem bil v dvorani med samo gradnjo in moram reči, da se marsikomu ne sanja, kaj vse je pod samim ledom, ki seveda zahteva visoka sredstva.
No, tudi pred dvorano je še nekaj parkirišč, no to so parkirna mesta, ki so seveda vedno najbolj obremenjena in ravno zaradi tega, da razbremenimo ta parkirna mesta, so tudi parkirna mesta za menoj nova in pa objavljena, tako kot vsa ostala, na novi platformi, katero smo nekako objavili, in sicer parking.bled.si, kjer lahko dobijo vsi naši obiskovalci in pa so tudi domačini, če želijo informacije o tem, kje se lahko brezplačno parkira, ker tudi to je na Bledu mogoče, kje se lahko parkira časovno omejeno, kje je neomejeno in seveda po kakšni ceni kje. Tako da mislim, da je to spet ena dodana vrednost za vsakega, ki pride na Bled, in pa za naše občanke in občane, kjer lahko tudi kupijo parkirno dovolilnico. Mislim, da smo zelo prijazni s temi cenami, 30 evrov za občanke in občane, za celo leto, za vse ostale pa 90 evrov. Nova parkirna mesta za invalide in motoriste sem že omenil, kar 40 parkirnih mest je v samem zdraviliškem parku za motoriste. Vemo, da so motoristi tisti, ki nekako ne želijo parkirati precej dlje od neke točke cilja, ker ne želijo puščati motorja marsikje, in zato je to lokacija, katero smo rekli, nič ne bo pa tole za motoriste in pa zraven tudi za kar nekaj invalidov. Seveda Bled je omejen s parkirnimi mesti in zaradi tega lahko rečem, da je vsako parkirno mesto dobrodošlo, vendar po drugi strani pa bi rad rekel tako, da naj se vsi poslužujejo še drugih alternativ. Imamo javni prevoz, vem, včasih je tudi težava, sploh v trenutnih časih, da pri avtobusnem prevozu kaj ne štima, kot temu rečemo, ampak trudimo se tudi sami kot občina, da bi zadeve spravili na pravo pot. Blizu je železniška postaja, torej tudi z vlakom se pride na Bled. Kolesarska povezava iz Lesc do Bleda je čudovita, verjamem pa, da bo kmalu tudi iz Bohinja do Bleda varno lahko priti s samim kolesom. V tem letu nadaljujemo tudi z našo akcijo, bom rekel, z našimi varnostniki, ki skrbijo v nočnem času za javni red in mir, in samo njim se lahko zahvalimo, da mnogi občanke in občani lahko spimo tudi v nočnem času vsaj približno dostojno, kajti prej se je dogajalo, da v določenih predeljih Bleda tudi do 100 dni nismo normalno spali zaradi kravala, ki se je dogajal po samih ulicah. Poleg tega pa imam letos res malo nasmeha na obrazu, ker smo končno dosegli, da so tudi pri slovenski policiji omogočili, da imamo še enega od policistov na voljo za vikende, ki skupaj z našim redarjem sestavlja mešano patruljo, in to pomeni še dodatno varnost. Na eni strani, na drugi strani pa tudi za tiste, ki imajo namen kršiti javni red in mir, po pogledu na nje, bom rekel, se kar umirijo, kajti samo uniforma je tista, ki prestraši tiste, ki želijo morda narediti kaj, kar ni ravno v naših željah. Lahko rečem, da imamo tudi dobre izkušnje z lani spremenjenim plovnim režimom. Vemo, da je otok kulturni spomenik državnega pomena in da je bilo v prejšnjih letih veliko težav s tem, da se je tam puščalo tudi po 50-70 supov naenkrat, potem pa še veliko blazin, kajakov in še česa, in enostavno je obala otoka, ki je že tako obremenjena z erozijo, bila, bom rekel, v veliki nevarnosti, kaj se bo z njo zgodilo. Poleg tega pa tudi že iz nekega sočutja do tega državnega spomenika lahko rečemo, da je bilo treba nekaj narediti. In mi smo sprejeli seveda občinski odlok oziroma določene spremembe, da se pač tam lahko pristaja samo s tistim, kar se oddaja okrog jezera, in pa seveda s Pletnami ter dostava za otok. To se je izkazalo kot pozitivno. Verjamem, da je kdo slabe volje, ker ne more priti sam s svojim tja, vendar tam smo zelo omejeni s prostorom in mislim, da je bila odločitev pravilna. Zdaj, seveda bi lahko govoril še o mnogih drugih projektih, ki jih nekako pripravljamo. Zdaj naši medobčinski inšpektorati in redarji so ves čas na terenu. Verjetno si lahko predstavljate, da pri več nočitvah oziroma več posteljah za turiste, kot nas je občanov, težko vse naenkrat kontrolirajo tista deseterica zaposlenih, vendar ugotavljamo, da se stanje izboljšuje tudi na terenu. Po drugi strani pa ugotavljamo, da dokler ne bo možnost kaznovanje, žal tudi pri tistih, ki namerno na črno kampirajo z višjo vsoto, bo težko potem delati red po svoje. Jaz vedno rečem, da če nekdo želi doma postaviti karkoli na svojem dvorišču, potrebuje kar nekaj dovoljenj.
Če pa nekdo pride z avtokampom oziroma z avtodomom in želi kampirati kar nekje, bi se mu pa kar dovolilo. Žal tako ne gre, ker želimo imeti destinacijo pod kontrolo, ker želimo usmerjati promet, zato smo aktivni tudi na tem področju. In zdaj ravno včeraj me je, zdaj sem bolj tista Facebook generacija, Facebook spominil, da smo ravno včeraj odpirali oziroma na včerajšnji dan lansko leto tam na javne sanitarije. Zdaj takrat smo obljubili, da bomo še kakšne naredili. Naredili smo še ene skupaj z Veslaškim klubom Bled in sicer v Mali Zaki, tako da je okrog jezera zdaj kar nekaj javnih sanitarij. Imamo pa zdaj tudi namen, da naredimo še javne sanitarije na avtobusni postaji na Bledu, ki bodo odprte preko same sezone. Zdaj pa samo še na kratko nekaj projektov, v katere se bomo šli v prihodnosti. Zdaj je seveda danes bil že tudi en čudovit dan, zato ker sem že podpisal pogodbo s podjetjem Grnol in to že v zgodnjih jutranjih urah za projekt obnove ledine v zasipu. Ledina je kraj, ki ima občasno kakšno fontano kar sredi ceste, zaradi tega, ker je vodovod tako dotrajan, no zdaj bomo tam zakopali in pa v predvidoma 2 mesecih in pol, morda kakšen dan več, vse skupaj uredili do te mere, da bo ledina dobila takšno podobo, kot si jo seveda zasluži. Dela potekajo še vedno na razgledni cesti, vendar se bližamo koncu. Poleg tega smo ravno zaključili asfaltiranje na Koplenku, v kratkem začnemo dela na Piškovci, ko govorimo o vodovodu in pa sami cesti. Pripravljamo pa se seveda tudi na to, da bomo 15. septembra zakopali tako na Cankarjevi cesti v tistem najbolj občutljivem delu mimo hotelov, kjer je cesta verjetno najslabša na Bledu, kot tudi ob jezeru od približno hotela Park pa vse tja do novega pločnika na Mlinem, kajti gremo v ločevanje meteorne in fekalne kanalizacije, da bomo s tem zaustavili potencialno onesnaževanje jezernice in pa same Bohinjke. No, priprave pa seveda potekajo tudi za največjo investicijo v zgodovini občine Bled, govorimo o rekonstrukciji in novogradnji osnovne šole in pa večnamenske športne dvorane. In s tem, ko bo zdaj občinski prostorski načrt sprejet, s tem, ko imamo v rokah že vsa pozitivna mnenja, jaz verjamem, da gremo enemu novemu čudovitemu obdobju naproti. Toliko bi rad rekel na kratko, pa ne moram na široko. Hvala za besedo. Jaz bi se na tem mestu verjetno najprej rad zahvalil dejansko občini Bled, predvsem zaradi tega, ker je verjetno ena tistih turističnih občin, kjer že vrsto let ugotavljamo, kateri so največji problemi. In problemi se nanašajo, zdaj če bom črno-belo rekel, na turizem. In turizem je ponovadi v teh turističnih krajih za vse kriv, ali pa za veliko tega. In nekako ugotavljamo verjetno vsi skupaj, da je premalo preventiva, da je premalo ozaveščanja, da je premalo sama promocija ali pa nagovor, če nimaš za to osnovne infrastrukture. In res sem izredno vesel, da današnji dan odpiramo, po mojem mišljenju, eno pomembnejših investicij v zadnjih mogoče 20 letih na Bledu, vezano na usmerjanje turističnih tokov, na občutek doživetja kraja, predvsem pa na to, da bomo dejansko to, kar smo si že vrsto let želeli in tudi dejansko delali, dobili, bom rekel, nek cilj ali pa neko realno možnost, da se temu približamo. Veseli me tudi to, da smo to lokacijo, čeprav že bom rekel, da je izven centra Bleda, ki bomo mi nagovarjali, da je dejansko skoraj v centru Bleda, strogega centra, ja, se ne bomo še zdaj na pike pa vejce, ampak med obiskovalci pa med občani, ki lokacije ne poznajo, dejansko se nam je zdela ta lokacija nekako izven Bleda, pa ni. In zato tudi samo ime centralno parkirišče nagovarja k temu, da dejansko ljudje, ki bodo prišli na Bled, so tukaj, da to ni zgolj parkirišče, da je to, lahko rečemo, kar nekako centralno trajnostno mobilnosti čišče. Tukaj se postavljajo tudi možnosti izposoje kolesa, tako kot je omenil župan v naslednjem letu Kavalir, čeprav je center res oddaljen zgor nekaj 100 metrov, je še neka količina tukaj vmes, ki verjamem, da bo komu delala kar veliko težavo in na to je treba pomisliti. Potem pa še tako, ki je omenila Nika, dejansko to postaja tudi prostor, kjer bodo se stkale stičišče vseh avtobusnih linij. Izredno, bom rekel,
sem včasih slabe volje, ko govorimo, da javni potniški promet ga ljudje ne uporabljajo. Seveda ga ne uporabljajo, če pač ne laufa. Javni potniški promet mora pač delovati, mora biti frekvenca prevozov, mora biti velika, mora biti v bistvu namenjen obiskovalcem in ne tistim, ki se pač odločajo, kdaj bi bilo fajn, da bo avtobus šel. Tako da me izredno veseli, da smo tudi tukaj šli vsak let, gremo, bom rekel, korak naprej. Torej bo vsekakor povezava Bleda in pa Pokljuke. V lanskem letu izredno uspešna linija Bled, Soteska-Vintgar. Dejansko se je 60 000 obiskovalcev iz Bleda pripeljalo, iz strogega centra Bleda, pripeljalo na vhod v Sotesko, kar je po mojem mišljenju preprečilo tudi to, da če ste opazili, da so bile lansko let gore, skoraj se o temu ni pogovarjali, veliko manj prometno urejene. V letošnjem letu pa nadaljujemo še na eno, bom rekel, dosti velik pritisk na sam Bled, in sicer na dva največja kempinga, to sta Kamp Šobec in pa River Camp Bled. 3000 nekako ljudi tam dnevno migrira tudi na Bled, in da onemogočimo ali pa saj zmanjšamo ta pritisk z osebnimi vozili, uvajamo skupaj za občino Radovljica s Turizmom Bled in pa z Turizmom Radovljica novo avtobusno linijo, ki bo v času poletja povezala Bled in pa Radovljico. In pa seveda vsekakor obstaja prav tukaj iz te lokacije tudi povečana frekvenca obiska znotraj jezerske sklede, ker želimo se izogniti, bom rekel, dnevnim slabi volji, da se na Bledu pač ne da nikjer parkirati. Tudi mi sami si želimo, da ljudje ne hodijo z avtom dejansko v jezero, ker prodajamo pač veduto, prodajamo pač mir in pa rajsko podobo. In vse usmerjeno v to, da se ta center ali pa Bledska skleda nekako sprazni in se prihaja na to lokacijo, ki tukaj je. In če se samo nakratko povzamem, kar sem želel povedati, vsega tega ne bi mogli delati, če občina Bled dejansko te investicije ne bi speljala. In to je osnova in verjamem, da bomo v temu duhu tudi razmišljali naprej in pripomogli k temu, da se bo tako lokalno prebivalstvo, občani, na konec koncev pa tudi obiskovalci pri obisku Bleda bili veliko bolj zadovoljni. Naše delo, bom rekel, v turizmu Bled je zgolj podaljšana roka dela, ki se izvaja tudi na občini Bled. In prej meni novinar lepo vprašal, kako bojo pa ljudje znali sem priti, oziroma kako pa bojo vse te stvari vedeli. Dejansko smo zdaj na poti, ko je narejen nek temelj, jih pa treba obiskovalce obveščati. In zato smo tudi v letošnjem letu prilagodili tiskovine. Tudi prometna signalizacija bo prilagojena. Tudi naše tiskovine, ki gredo v smeri, bom rekel, informiranja o kanaliziranju obiska in pa predvsem informiranju, da Bled je veliko več kot ta osrednji trikotnik otok, grad in pa jezero. Skupaj z radarsko službo in pa skupaj z ekipo Vprašajme se domačin, ki smo v letošnjem letu razporedili okoli Blejskega jezera. V lanskem letu smo nekako, bom rekel, informirali obiskovalce na lokaciji med Vilo Prešeren in pa hotelom Toplice. Letošnjem letu smo pa postavili še dve nove točke, v Mali Veliki Zaki, Grajsko kopališče in pa potem ta klasična točka, ki že ves čas obstaja, to je v sklopu turistično-informacijskega centra. Dejansko pokrivamo obiskovalce za informacije. Dejansko smo opazili, da ne glede na to, da obstaja 1001 aplikacija, da obstaja vrsto informacij na spletu, je zdaj teh informacij toliko, da se ljudje niti ne znajdejo več oziroma želijo z prve roke kljub ChatGPT-ju najti nek jagodni izbor, kaj v tem dnevu bi bilo primerno ali pa možno si ogledati. In zato, bom rekel, dejansko vztrajamo tudi na temo. Želimo si, da tudi dogodki, ki so na Bledu, sledijo naši politiki, to je politiki, bom rekel, zero waste. Verjamem, da je to težko po polni meri izpeljati, ampak mislim, da smo vsako leto temu tudi nekoliko bliže. V letošnjem letu smo z 26. pričeli poletno blejsko poletje. Tudi en lep dogodek se je zvrstil, ko so nastopile godbe iz Julijskih Alp na dnevu državnosti, kjer dejansko želimo to regijo Julijske Alpe še nekoliko bolj spromovirati. Zavedati se moramo, da Bled kot destinacija doba bivanja izredno pada, že zadnjih 20 let.
In edina stvar, na katero bom rekel dejansko dajemo nek up, je to, da se izpostavljamo za svojo avtentičnostjo, predvsem pa s povezavo do ostalih destinacij oziroma turističnih krajev v bližini Bleda. To so Bohinj, Pokljuka, Kranjska Gora, tudi dolina Soče, Radovljica in pa Žirovnica. In dejansko ljudi nagovarjamo kot Bled, ki je nekako srce samih Julijskih Alp. Zato smo tudi 2 dni nazaj v Münchnu skupaj z skupnostjo Julijske Alpe, župani vseh občin, dejansko naredili, bom rekel, kar odmevno promocijo na Bavarskem. Zavedati se moramo, da so Nemci eni naših še vedno glavnih obiskovalcev in z njimi treba imeti verjetno nek stalen odnos. So pa tudi oni tisti, kjer, bom rekel, županov Rex in Ordung dejansko izredno pije vodo, so obiskovalci, ki znajo prisluhniti kraju, razumejo destinacijo, zato se nam, bom rekel, ta južni nemški trg zdi izrednega pomena in z njega kar veliko vlagamo. Mogoče tukaj samo še na kratko, kar se programa tiče, do konca poletja, preko celega leta, od srede do nedelje se bo na Blejski promenadi dogajal marsikaj, ne bom šel v detalje, ker mislim, da so tudi zapisan. Me pa izredno veseli, da so se izredno dobro preverili tudi ti narkoje plačljivi koncerti na tribunah, kjer se dejansko pokazalo, da dejansko Bled lahko postane tudi lokacija, ki je primerna za lepe kulturne glasbene dogodke. Otvoritve so se zgodile v tem tednu, smo večjih investicij, to je centralni park, Bom začel kar z otvoritvijo v preteklem mesecu, tista je bila na ulici za Potokom, ko so Dobe dobile že drugo ulico v tem mandatu popolnoma rekonstruirano. No, danes je seveda en čudovit dan, kajti odpiramo ali pa predajamo namenu novo parkirišče za 231 vozil tu na Bledu in bo to zdaj glavno centralno parkirišče, ki je locirano tik ob severni obvoznici, slabih 10 minut stran do centra ali pa bolj rečeno do jezera. In odlična lokacija, tako da se lahko opeljete tudi s kolesom, ki se ga tu najame, ali pa z avtobusom. No, sledi še otvoritev ledene dvorane v prihodnjem tednu. Prenovljena ledena dvorana je, to je investicija približno 3 milijone evrov. Milijon smo dobili na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. In ta investicija je pomembna predvsem z vidika, da bodo mladi imeli kje trenirati, da bodo lahko še naprej igrali hokej in pa imeli umetnostno drsanje. Poleg tega pa pomembna tudi za samo rekreacijo, za turizem, za pripravo drugih ekip naših, torej reprezentanci in še koga. Poleg tega pa seveda danes je bil en lep dan, ko smo že predali namenu pri zdravstvenem domu novo motorno vozilo za naše reševalce, dobesedno BMW motor, kajti vemo, da zdaj smo v kolonah, ali pa bolj rečeno naši reševalci so v kolonah izgubljali minute, zdaj bodo zagotovo pridobivali sekunde, ki so potrebne za življenje. Glede na to, ko sva se peljala na Bled, še vedno je zamašek tudi na tem krožišču, ki je bil na novo narejen. Se bo to dogajalo skozi celo poletje? Zagotovo in še nekaj let najmanj, kajti dokler ne bo v kompletu južna razvojna cesta zgrajena, bo pač tako kot je. In lahko rečem samo to, da je tole krožišče zdaj velika dodana vrednost za vse, ki prehajajo med občinama Bled in Radovljico s kolesom ali pa peš, kajti zdaj grejo lepo varno z Bleda proti Radovljici in v obratni smeri. Vemo pa, da gre tole tako za občanke in občane, ki hodijo v službo na eno ali drugo stran z bolj alternativnim prevozom, torej s kolesom ali celo peš. Po drugi strani pa za vse turiste, ki prihajajo iz 2 kempov v Radovljiški občini na blejsko stran. Kakšne prireditve se bodo odvijale na Blejskem gradu in na samem Bledu v sklopu Zavoda za kulturo? Ja, na Blejskem gradu je živahno že prav od začetka letošnjega leta, različne razstave, tematske, ustrezne letnim časom, raznim praznikom. In pa seveda začeli smo tudi že s poletnimi dogodki. Otvoritev je imela glasbena šola, domača glasbena šola pred festivalno dvorano Bled, potem pa seveda tudi festival Bled se je že začel, ki
ki ima pač dogodke na večjih lokacijah, na Blejskem gradu in v festivalni dvorani, ker skušamo, da so dogajanja pestra, da grejo ljudje na več lokacij, da je za njih bolj zanimivo, atraktivno, tako da zdaj se potem, ko se zaključi festival Bled, dnevi hitro bežijo, namreč se začne operna akademija Đorđa Pelivanjana, tako da tudi bodo koncerti na Blejskem gradu in pestro poletje je pred nami. Na gradu seveda smo tudi že imeli 2 predstavi lutke na Blejskem gradu, danes je že 3. dogodek v Grajskem parku, zelo simpatično za družine, za otroke različnih starosti, vse se dogaja v naravi, tako da ni treba, kot vemo, otroci težko sedijo čisto pri miru, tukaj pa ni problema, tudi interakcija je z nastopajočimi, ki pripravljajo razstavo, tako da vsi lahko uživajo. Letos ste obeležili tudi pomembno 40-letno obletnico Huberta. Ja, Huberto Široka je pa domačin, ki je letošnje leto obeležuje 40-letnico dela na svojem področju srebrokovaštva in pa oblikovanja zlata. In mi smo se odločili, da si zasluži, da je obraz Bleda. Leta 2025 pripravljamo monografijo in pa seveda razstava je postavljena že s 1.7. 4. avgusta pa pripravljamo tudi slovesnost, dogodek ob odprtju razstave in pa seveda pogovor s snovalci knjige in pa s njegovimi kritiki, pa seveda s samim Hubertom, da nam bo kaj več povedal o svojem načinu dela, kako se je povezal z blejsko zgodovino, kako je začutil, da paše v to okolje in da je njegovo poslanstvo v srebru oziroma v oblikovanju srebra in pa zlata. In kakšen je obisk na Blejskem gradu? Obisk je v prvih 6 mesecih smo zabeležili zelo podoben obisk kot v lanskem letu, se pravi nekaj čez 183.000 obiskovalcev, s katerimi smo zelo zadovoljni, ker mi izredno želimo ustvariti boljše doživetje, daljši obisk Blejskega gradu in ne povečevati število obiskovalcev, ker mislimo, da je to primerna številka, smo ugotovili v lanskem letu. Ljudje morajo doživeti in prijazno se pogovoriti z vsakim v vinski kleti, v grajski tiskarni, z našimi informatorji. Tako, to je v bistvu tista pristnost, ki jo danes ljudje, ko pridajo na neko destinacijo, iščejo pogovor z lokalnimi ljudmi in kakšne seveda take skrivnostne zgodbe, ki se ne preberejo na internetu, slišati.